Kot ugotavlja predsednik sindikata Skej Štajerska Martin Dular, je osrednja težava pri izplačevanju božičnic v tem, da v Sloveniji niso zakonsko predpisane, kot na primer v sosednji Avstriji. Kljub temu opaža, da je stanje letos v primerjavi z lanskim kriznim letom nekoliko boljše. Ocenjujemo približno, da bo letos verjetno malo več podjetij izplačalo te nagrade ali božičnice. Nekje 30% je bilo v lanskem letu izplačana ta božičnica. Letos pa pričakujemo nekje 40 do 45%, da bi delavci dobili te božičnice. Nagrade bo delavcem razdelila le peščica podjetij. Med njimi zasledimo Palfinger, Surovino, Mariborsko livarno, Cimos. Da se za božičnico odloča tako malo podjetij, Dular krivi previsoko obdavčitev nagrade. Delodajalci bi dali kot neto izplačilo sigurno delavcem več, ampak žal je božičnica obdavčena enako kot plača. Kar pomeni, da grejo vse dajati zdrave, in potem delodajalci nekako na nek način poskušajo te božičnice na nek drugačen način izplačati v obliku prehrane za delo, prevoznih stroškov, tistega ali pa celo recimo razlike do regresa, ki je manj obdavčen. Očitno pa tudi regres postaja prestiž. Letošnjega regresa niso dobili delavci v tovarni vozil Maribor. Zaposleni v karoserijah še vedno čakajo celo na lanski regres. V gradbeništvu je razmeroma težko, ker tam se zelo velikokrat dogaja, da še ni izplačila plač, medtem ko v kovinarski industriji je nekoliko boljše, tudi mogoče nekoliko boljše v trgovini. Tik pred iztekom leta brez regresa ostajajo tudi delavci v večjih gradbenih podjetjih, kot so CPM, MTB in Gradis Gradnje. Duhove vse bolj burijo tudi finančne težave nekaterih gradbincev, kot so CPM, MTB in Stavbar Gradnje, kjer so morali delavci svoje plače izsiliti z grožnjami stavko. Res pa je, da tisti delavci, ki danes izgubijo delo, so v bistveno slabši položaju kot pa pred leti, kajti vse pravice so se bistveno zmanjšale. Kot je še povedal Dular, veliko težavo predstavlja tudi inšpektorat za delo, ki deluje prepočasi in preslabo. Tudi globe, ki jih inšpektor v primeru kršitev naloži delodajalcu, so po njegovem prenizke.